Pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke oddaje Odmev tedna. Z mano v studiu je Tino Mamić, ki bo za vas pokomentiral aktualne dogodke preteklih dni. Tino, pozdravljen. Pozdravljena. Včeraj so stavkali gasilci, predlagam, da si pogledamo video. Zdaj, protest je bil precej intenziven, očitno. Morda so gasilci želeli prikazati, v kakšnem delovnem okolju se gibljajo. Lahko bi rekli, je pa protest mnoge zmotil. Zanimivo, da ravno tiste, ki so zelo podpirali proteste v času prejšnje vlade, recimo ministrica za notranjo upravo, pa tudi minister za obrambo, so se tako precej arogantno odzvali, da gre za izsiljevanje in da imajo gasilci že sedaj dovolj visoke plače. Kaj meniš ti o tem, Tino? Ja, pristojna ministrica je gotovo prestopila mejo vljudnosti in bontona in spoštovanja, ki bi ga morala pokazati kot pristojna ministrica, ko jih je v bistvu ozmirjala s folkloro, rekla, to je samo folklora, torej nima nobenega učinka, tako da najprej je popljuvala slovensko kulturo in slovensko folkloro in po drugi strani še same gasilce. Tako da ta nivo gotovo ni bil politično primeren in dober. Pokazal je pa odnos, ki ga ima ta vlada, do tistih, ki se lahko upirajo, in do tistih, ki se sedaj ne smejo več upirati, ker so ves denar že porabili. Ker so svobode. Ja, tako da je zdaj, kar je svoboda, je denarja očitno zmanjkalo. To se je videlo zadnjič na protestu upokojencev in zdaj pri teh gasilcih. In zdaj bi morali vsi čakati. Zdaj gasilci nočejo čakati in je tu nastopil problem. Je pa tukaj si vlada oziroma Golob si je sam kriv, ker je sam zrušil ta enotni plačni sistem, kljub vsem napakam in anomalijam, ki so bile noter, ampak vendarle je bil sistem. Zdaj pa, ko je v bistvu odprl in rekel, da je sistem mrtev, zdaj se pač vsi prijavljajo, tisti, ki hočejo, tako da je zdaj bo še več teh. To so v vrsti čakajo že, kako bojo protestirali. Tak, ja, naslednji so gotovo upokojenci. Oni in pa Pavel Rupar so presenetili nekako vse. Nihče ni pričakoval, da se jih bo zbralo toliko. Kaj hitro pa se je začela tudi borba za upokojence in za njihove glasove oziroma za to, kdo naj bi bil njihov zagovornik, zastopnik. V včerajšnji Tarči je bilo precej burno. Poglejmo video. In v Inštitutu 8. marec smo se zato odločili za to zbiranje pričevanj, zaradi tega, ker se nam zdi izjemno pomembno dobiti neko širšo sliko s terena. Ampak, Kovač, opravičujem, zakaj pa ravno zdaj, ne takoj po tem shodu, ki ga je nekako pripravil gospod Rupar? Gospod Sušnik, toliko let ste predsednik ZDUS-a. Kaj ste naredili v vseh teh letih za tiste pokojnine pod 680 evri? Nič. Če bi karkoli naredil, da bi se saj ta razlika od vaše pokojnine do teh najnižjih znižala, potem ulice ne bi bilo. Marko, kaj delaš danes tukaj, jaz ne vem. Nisi nič. Nisi ne predsednik Desusa, nisi ne nič iskalec službe, to je že mislim, da je to 8., 9. stranka. O čem se mi s tabo pogovarjamo? O ničemer. Gospod Rupar je nesramen, se je spet pokazal tisto v svoji luči, tisto, kar je, odvedno, kar je bil. Mene žalo tudi na internetu, vedno skozi, dokaj ga nisem blokiral. Jaz ne vem, s kakšnim obrazom se pa on pokaže tukaj kot kriminalna dejanja, 4-krat obtoženi, obsojen, vse, kar je bilo. Gospodiča, jaz se upravičujem, ta družba ni vredna moje prisotnosti. Kako lahko vi sploh nastopate v imenu najbolj ranljivih skupin, ki so pokojni? Svoj piskrček je pristavil tudi Inštitut 8. marec. Kaj meniš ti? Kdo je res za upokojence in koga zanimajo njihovi glasovi? Ja, to je vprašanje, ki traja že 30 let. Že 30 let se v bistvu ukvarjamo z upokojenci. In najprej par let je bilo podobno kot sedaj, da so se vsi trgali pač za to njihovo podporo. Potem so ustanovili Desus, stranko, ki je bila potem taka stranka, ki je šla na vse strani in v bistvu se dejansko zauzemala, sicer tudi za upokojence, ampak je dejansko bila politična stalnica, ker vsaka vlada je hotela imeti noter. Zdaj, to stranko so zdaj v zadnjih par letih
za potrebe svobode uničili in je zdaj ni več. Ne? Tako da zdaj je začela se v bistvu ta nova bitka za upokojence. Upokojencev je 600 in nekaj tisoč, ne? Tako da je to praktično tretjina ljudi in gredo tudi v velikem odstotku na volitve. Tako da z tega stališča se pač levica se je začela intenzivno boriti, da bi te glasove pridobila spet nazaj, spet v nek Desus ali ne vem kaj. Tako da je tukaj treba paziti, kaj se bo v naslednjih tednih dogajalo s tem. Ja, vsi trdijo, da ni politike zadaj za njimi. Ne? Ja, ampak vemo, da je pri vsaki taki stvari je politika, tudi v končni fazi tudi Pavel Rupar je bivši član SDS-a, ne, se ve, kako diha, če rečemo tako. Ampak je pa res, da bo levica imela veliko manj težav pri pridobivanju teh upokojencev, pa tudi pri drugih, recimo pri gasilcih. Zanimivo, da gasilci, šef gasilcev ni rekel, da so prišli proti vladi demonstrirati, ampak je rekel proti politiki, proti oblasti. Ne? Nihče si ne upa reči, da je proti vladi. Zato tudi niso šli pred vlado, ampak pred parlament. Ne? Parlament v bistvu je nekaj povsem drugega kot vlada. Tako da tukaj ima levica veliko lažjo pot do teh protestnikov, zato ker se tudi mediji v bistvu tako obnašajo, da jih levica veliko lažje dobi. Ne? Je pa gotovo to velika priložnost tudi za desno sredino, da tukaj pač pridobijo nekaj svojih glasov. Spravi, oglasili so se pa tudi drugi upokojenci, ne tako zelo ogroženi. Lahko bi rekli, da je prišlo pismo iz daljne dežele. Iz tujega kraja. To si verjetno v Bruslu mislijo. Poglejmo. Bivši predsednik države Milan Kučan in njegovi somišljeniki so napisali pismo, torej v katerem pozivajo Rusijo, ZDA in zaveznice k takojšnji ustavitvi vojne. Sicer, ko pismo bereš, izgleda nadvse pacifistično, so pa nekateri pripomnili, da izpade ven, kot da bi ga napisali v Kremlju. Ja, kaj se tebi zdi? To je v nekem smislu je zelo podobna deklaraciji za mir, ki je nastala tik pred napadom jugoslovanske armade na Slovenijo, ko so zahtevali razorožitev. Ne? Tako da zelo podobne formulacije, tudi podpisniki so isti, ne? So tisti, ki so, recimo Aurelio Juri, ki je glasno nasprotoval osamosvojitvi, je takrat to podpisal, danes spet. Tako da ta deklaracija je bila po mojem napisana za notranje politične razmere v Sloveniji, da se okrepi ta rusofilsko razmišljanje v slovenski vladi, ki ga v medijih tudi opažajo in kritizirajo. In zdaj skuša ta stara politika v bistvu tudi dati eno roko Tanji Fajon in jo podpreti od zadaj. Zato, ker vsi vemo, da pismo, ki ga ti napišeš v nek mali slovenski dnevni časopis, ki ima naklado, ne vem, 20,000 ali še ne, da to ni poziv mednarodne javnosti. Ne? Mednarodni javnosti se to naredi drugače, s tiskovno konferenco, s pismom, ki ga pošlješ v Bruselj, ne v dnevnik. Tako da je to čista notranja politična manipulacija. Zdaj, manipulacije so seveda tudi v medijih pri nas stalnica. Radio Televizija Slovenija je pa prvič po letu 2015 objavila, da so poslovali pozitivno. To so včeraj sporočili. Mi pa medtem čakamo na to, kaj bo odločilo Ustavno sodišče o ustavnosti novega zakona. Imaš morda kakšne informacije o tem? Ja, če je res to, kar je objavil Požar, pa tudi N1 in Planet TV včeraj, če je res, da je razmerje 5:3, da je Matej Accetto podprl zadržanje zakona do odločitve, in torej ta odločitev bo prišla ven v ponedeljek, neuradno pa naj bi bili tako odločeni. Zdaj, če se bo to zgodilo, in skoraj gotovo se bo, je to gotovo alarm za levico, ker se zdaj vsi bojijo, kaj bo s to RTV, ker je praktično že 10 mesecev, odkar je ta vlada na oblasti, pa še vedno ni uspela
zamenjati tistih 3 ali 4 novinarjev, ki... Mi gledamo za spoznanje bolj pluralen program. Ja. Tako da je to za vlado velik problem. Zanimivo je pa to, da mediji niso niti opazili mogoče tega vladnega pisma, ki je vlada se je postavila in zahteva oziroma predlaga Ustavnemu sodišču, naj naredi javno razpravo in naj javno odloča o tej zadevi, ali je zakon ustaven ali ne, oziroma ali naj zadržijo izvajanje zakona ali ne. In tu gre za vmešavanje v sodno vejo oblasti. Tu vlada ne sme. Torej, predstavljate si, da bi recimo vlada napisala sodišču pismo in rekla, lejte, v tem primeru pa dajte soditi tako, da boste zaslišali še tega in tega. To je precedens, je nekaj novega v slovenski politiki, da se vlada meša v sodstvo in tega ni nihče opazil. Tukaj bi se morali tudi varuh človekovih pravic, samo Ustavno sodišče se dejansko postaviti na svoje noge in reči, da se tega pač ne sme početi. To je ustavna kategorija, je to ni kar nek pravilnik. Zanimivo, da je to šlo kar mimo medijev, ne? Ja, mediji so pač kontrolirano objavljajo, zato so tudi recimo to poročilo, ki je presenetljivo pozitivno, z velikim dobičkom oziroma z velikim uspehom aktualnega vodstva RTV. Torej so to precej relativizirali oziroma niso poročali o tem. Je bilo zraven vedno v naslovu, da so pa zaposleni nezadovoljni. Ja, ampak to je tako. Je pa tu spet problem tega samoupravljanja. Ta samoupravni sistem, ki je ostal zelo živ, posebej na RTV-ju, da recimo se zaposleni lahko opredeljujejo o tem, ali je njihov šef dober ali ne, ali ga bojo podprli ali ne. In ta anarhija je, vidimo, kam pripelje. Podobna anarhija je tudi v vladi. Zaradi teh protestov, o katerih sva govorila na začetku, je prišlo do nekega kaosa, ker se ne kontrolira več plač, se ne kontrolira več zakonodaje, vlada ne ve točno, kaj dela in pride do kaosa, zato se potem lahko pričakujemo, da se bojo mogoče stvari začele sesuvati tudi v sami vladi. Zagotovo. Zdaj, ta teden je kar 2-krat iz svoje pisarne prišel minister za obrambo Marjan Šarec. Nekako je skozi precej stisnjene zobe povedal, da bomo povečali izdatke za obrambo. Poglejmo video. Se pravi, mi smo še daleč od 2%. Pravilno pa ste ugotovili, da se govori že o 2% kot minimum. Pa sem imel domišljijo, samo nikoli nisem pomislil na to, da se jaz na AGRFT učim za to, da minister za obrambo. Stari, to je drugače naj tja hodo. Malo za šalo, malo za res, ampak zanimivo je pa opazovati prej zelo zagrete pacifiste, ki so v bistveno manjših izdatkih za obrambo in v vsaki nabavi za vojsko vpili, da dajmo raje denar za bolnišnice, danes so pa tiho. Imamo res same populiste v vladi? Ja, gotovo. Zdaj, to, kar so govorili pred volitvami, da se bo zmanjšalo proračun za obrambo, da bi morali razmišljati o izstopu iz NATO. To so bile vse predvolilne obljube, za katere smo vsi vedeli, da niso realne. Da se tega pač ne da. Ne moreš izstopiti iz EU-ja in iz NATO v tem trenutku. Tudi neumno bi bilo. Zato so vse te ideje, ki so jih pred volitvami dajali o zmanjševanju, so bile dejansko pesek v oči in to sedaj vidimo. Oni so dejansko zdaj javno prelomili vse obljube predvolilne glede oboroževanja. Obenem so naredili tudi veliko škodo, ko so te oklepnike torej razveljavili dogovore o nakupu oklepnikov, kar nas bo veliko več stalo. Zdaj, žalostno je pa to, da dokler smo imeli recimo ministre, recimo v prejšnji vladi za obrambo ali pa tudi samega premierja, to so bili politiki, ki so v Bruslu nekaj več pomenili kot ti tukaj. Zdaj, recimo, ko se en Šarec pojavi na srečanju NATO, je
njegova figura je čisto nekaj drugega kot recimo figura Janeza Janše. In zato se tukaj zelo dobro vidi, kako so Šarca že večkrat, če rečemo v narečju v slengu, poklopili in mu v bistvu rekli, naj bo tiho in da mora delati to, kar oni ukažejo. Ne? Tako da žalostno je to, da ta vlada, ki je proti oboroževanju Slovenije, se bo bolj pokorna NATO, kot je bila prejšnja vlada. Zdaj pokorni pa bomo očitno tudi še čemu drugemu, kajti evropski poslanci so pred kratkim odločili, da od leta 2035 ne bo več prodaje dizelskih in bencinskih motorjev, novih avtomobilov z dizelskimi in bencinskimi motorji. Je to realno ali gre le za nek diktat ekologov, ki nas bo pahnil v gospodarsko krizo in omejil vozila le na elito? Kaj meniš? Jaz mislim, da vsekakor do leta 2035 je še kar nekaj let in v tem času se lahko marsikaj spremeni in lahko se ti roki spremenijo, ne, in se podaljšajo. Če ne drugo, se lahko roki spremenijo. Ja, tako da glede tega ne bi bil tako siguren, da bo to res veljalo. Je pa gotovo to ena napačna poteza, ker oni bi morali, torej problem ekologije ni porabe elektrike ali izpusti, torej emisije. Ne? Problem ekologije je potrošništvo. Ne? Torej Evropska komisija in Evropski parlament, če bi recimo oni naredili zakon in zakonodajo, ki bi zahtevala, da avtomobil, ki ga kupiš, da mora imeti garancijsko dobo 10 let, ne, kar bi se pri tej tehnologiji dalo brez problema, bi nenadoma v trenutku bi imeli pol manj avtov. Ne, in tudi pol manj odpadkov. Ne, tako da tu je napačno, tu gre dejansko za neko zeleno politiko, ampak gre dejansko za neko ideologijo, za neke zunanje cilje, ki ne sledijo dejanskim tudi smernicam same Evropske unije. Ne, glede ravnanja odpadkov ima Evropska unija že 20 let ali še več. Prvi cilj je ne ustvarjaj odpadkov. Ne, torej, kaj bi morali? Najprej bi morali začeti ne ustvarjati odpadkov. Ne, ampak kaj se je zgodilo v zadnjih 20 letih? Še več odpadkov imamo kot pred 20 leti, ker so vsi izdelki imajo krajši rok trajanja. Ne, tako da tu gre za ene zunanje politike in lobiste, ne, ki jih je v Bruslju ogromno, zato sem zelo skeptičen do tega in tu je Romana Tomc zelo dobro naredila, ko je javno povedala, da tukaj ne gre za nobeno ekologijo. Zdaj, če še malo na tujem ostanemo, slovenizacija avstrijske Koroške. Zdaj pomladki strank večkrat povedo to, kar njihovi prvaki mislijo. Tudi pri nas. Na avstrijskem Koroškem pa so v predvolilnem boju je podmladek stranke SPO skušal pridobiti politične točke na račun morebitne slovenizacije. Ti si zgodovinar, Tino, malo si bolj tudi povezan z zamejsko skupnostjo. Se je kjerkoli, kadarkoli dogajala slovenizacija? Ravno obratno je bilo, vedno je bila germanizacija in recimo Koroška je od Prve svetovne vojne, od konca Prve svetovne vojne, ko je pripadla žal Avstriji, se je tam zgodila germanizacija, ki je v 50 letih bila močnejša kot prej v 500 letih. Ker vemo, da je bila slovenska kolonizacija, slovenska naselitev je bila praktično skoraj do Donave zgoraj, torej večino Avstrije oziroma te osrednje Avstrije so bili poseljeni Slovenci in v 500 letih se je ta meja znižala tja nekje do Celovca in potem je prišla Prva svetovna vojna. In po Prvi svetovni vojni se je pa ta germanizacija tako pospešila, da praktično so na Koroškem samo še ostanki ostankov Slovencev. Zadnjih 30 let pa je ta slovenska skupnost, manjšina, doživela nek preporod, zato ker nima za seboj več neke komunistične države, nazadnjaške, nemoderne, nesodobne, balkanske, ampak ima za sabo eno moderno državo, članico Evropske unije, kjer je jezik eden od uradnih jezikov Evropske unije in kjer gospodarstvo tudi v marsičem prekaša
recimo Koroško, zato se nekateri Korošci celo vozijo v Slovenijo v službo. Ne? In to so tisti signali, ki so pomagali, da Slovencev ni več sram reči, da so Slovenci, in je pripomoglo k afirmaciji in k samozavesti koroških Slovencev. Hvala Bogu. Ne? Tako da o kakšni slovenizaciji pa ne moremo govoriti, če je pač res par služb povezanih z znanjem slovenščine. Ne? To je kot da bi rekli, da jaz ne morem postati profesor matematike in da je to diskriminacija. Ne? Če sem študiral zgodovino, ne matematike, pač ne morem biti profesor matematike. Ne? In tako tudi, če nekdo posluje s slovenskimi strankami, mora znati slovensko, ne? Ali pa angleško, ali pa italijansko, ali katerikoli jezik. Ne? Tako da to, kar oni govorijo, je pač čista predvolilna taktika, ampak pove v bistvu to, da se oni zdaj spet malo bojijo Slovencev in to je dober znak. Ne? Hvala Bogu. Zdaj tudi v Sanremu se zgodil neki mini incident, o tem si kaj slišal? Ja, v Sanremu so spet omenili Tita in fojbe. Sicer kot zgodovinar, ko pogledam, je težko kaj reči na to, čeprav je vedno treba povedati, da oni, ko omenjajo fojbe, pozabijo na to, da so fojbe nastale zaradi fašizma. Da je bil najprej fašizem, potem je bila druga svetovna vojna in okupacija dodatnih slovenskih ozemelj in velika fašistična represija. Ne? In na to je potem prišla so prišle te fojbe in teh 1600 ali 2000 največ Italijanov, ki so jih pometali v te jame. In tega se moramo mi tudi sramovati in v bistvu povedati, ne, da so slovenski partizani pometali toliko Italijanov, tudi nedolžnih, tudi otrok, tudi Slovencev v jame. Ne. Tako da dokler bomo pa mi imeli na Sabotinu napis Tito, ki ga vidijo vsi v Stari Gorici, na italijanski strani, se ne moramo čuditi. Ne? Je to veliko večja provokacija, kot da nekdo to reče v Sanremu. Ne? Gotovo. Zdaj, če ostaneva še na tujih tleh in pri provokacijah, naši drugi sosedi Hrvatje so za Eurovizijo zbrali nadvse kontraverzne glasbenike, ki v bistvu provocirajo še dokaj sveže balkanske rane. Kako komentiraš to? Ja, zanimivo, da ta Eurovizija je v bistvu že zadnjih 20 let praktično, je kot nek gledališki šov bolj kot kaj drugega in se tukaj nagrajuje vse drugo kot sama glasba, zato nimamo tudi praktično skoraj da nobenega hita iz tega, kar je sicer že stara zadeva, ker praktično razen Abbe ne poznam nobene skupine, ki bi prišla na Eurovizijo in zaslovela in postala dobra. Ne? Tako da je to v tem sklopu za razumeti, da ne gre za nič resnega. Ta reška skupina je pa odvedno bila pač taka kontraverzna in v bistvu oni nas se opozarjajo pač s tem, da se slačijo in podobno, namesto z glasbo. Ne? Torej videno in škoda pozornosti. Škoda pozornosti. Pa poglejmo še nekaj kratkih novičk. Vlada je ukinila Muzej novejše zgodovine in Muzej slovenske osamosvojitve ter vzpostavila nov skupni Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Katrca Boruta Pahorja je končno prodana. Kupila jo je družina Fratar iz Dravograda, ki je zanjo odštela 60 000 evrov. S tem pa je postala najdražja katrca v zgodovini. Njeno kupnino je bivši predsednik namenil dobrodelne namene. Sumljivi baloni so se pojavili tudi nad Evropo. V Romuniji in Moldaviji so opazili leteče predmete, ki bi lahko bili meteorološki baloni. Nek Beograjčan pa je baje prevozil 150 km, ko je sledil sumljivemu balonu. Večina občin je zaradi višjih stroškov dela, materiala, storitev in hrane napovedala ali že dvignila cene vrtca. Vlada je svoje obljube tako prevalila na pleča staršev. Prihaja pustni čas. Poglejmo, kaj pravi butalski župan. Spet bom na vaši strani. Ko bom prevzel oblast, vam ne bo treba razmišljati. To bi bilo vse za danes. Tino, hvala za tvoj čas in komentarje. Z veseljem.
Hvala pa tudi vam, dragi gledalci, za vašo pozornost. Prijetno postovanje in poglobljen začetek postnega časa vam želim. Berite Domovino na spletu in v tedniku. Pozdrav do naslednjega tedna, ko bo z vami Klemen Ban. Srečno!